Ko so pred leti urejali te stvari, knjige, kaj vem katere, sem naenkrat postal še Jakob. Tako sem ponosen, ker sem na očeta ponosen. Spoštovani predsednik, podpredsedniki, župani, ne vem še kdo se je, gospod Lap in tako dalje, ne bom se jih pozdravljal. Dogodkov izpred 24 let se še danes živo spominjam. Ker sem bil član Demosove vlade, sem bil aktivno vpleten v takratno politično dogajanje. S sprejemom deklaracije o neodvisnosti Slovenije v takratnem parlamentu smo Slovenci dosegli cilj, o katerem smo sanjali desetletja, rečemo lahko, da celo stoletja. Ideja o zedinjeni, več ali manj tudi o samostojni Sloveniji se je prvič pojavila v času marčne revolucije v letu 1848. Poslej ni ugasnila. Zelo jasno se je oblikovala v času taborskega gibanja med leti 1868 in 1871, ko so organizatorji taborov pozivali Slovence k združitvi v zedinjeno Slovenijo. Organizatorji so prav posebej pazili, da na taborih ni prihajalo do nasprotovanj med svetovno-nazorsko različnimi Slovenci, ker bi bilo s tem ogroženo doseganje skupnih narodnostnih ciljev. Vse so torej podredili narodnostnim ciljem. Že v mladosti sem bil ponosen na svoje kmečke korenine, saj so moji predniki na Murskem polju zelo aktivno sodelovali pri organizaciji prvega slovenskega tabora v Ljutomeru. Podobno je bilo tudi pri organizaciji drugih taborov in narodnostnih prireditev. Napredni slovenski razumniki bi ne mogli v drugi polovici 19. stoletja oblikovati Slovencev povezan narod brez sklenega slovenskega kmeta. Kmečki živelj je igral nenadomestljivo vlogo pri ohranjanju Slovencev ves čas do današnjih dni. Predvsem kmečkim ljudem se moramo zahvaliti, da je ostala Slovenija poseljena s Slovenci. Premalo se zavedamo, da brez ohranitve poseljenosti s Slovenci tudi Slovenije danes ne bi bilo. To pa seveda velja tudi za v prihodnje. Bojim se, da se nekmečki, zlasti mestni prebivalci, pa tudi politiki, na primer v parlamentu, danes tega premalo zavedajo. Ko sem leta 1990 prevzel odgovornost za slovensko kmetijstvo in kmečki živelj, sem se zavedal, da moram čim bolje poskrbeti za ohranitev poseljenosti Slovenije, tudi na zakmetovanje manj ugodnih terenih in za zadovoljivo pridelavo in samooskrbo s hrano. Takrat smo dosegli 82% stopnjo samooskrbe. Kakšna je danes, to vemo. Ob odločitvi za pot samostojnost smo se v vladi še kako zavedali, da je zadovoljiva oskrba s hrano v primeru krize in osamitve ali blokade enako ali še pomembnejša od dobre oborožitve. Zato sem že leta 1990 postavil za cilj 80% samooskrbo s hrano in primerne zaloge v blagovnih rezervah. Po napadu na Slovenijo sva s takratnim ministrom za trgovino, gospodom Maksom Baslom, dnevno usklajevala aktivnosti za nemoteno oskrbo trgovin tudi v najbolj oddaljenih krajih. Takratne zaloge hrane so zadoščale za pol leta. Zavedala sva se, da bi pomanjkanje hrane lahko pripeljalo do panike, ki bi ogrozila naš projekt osamosvajanja. Kako pomembne so bile takratne odločitve o zadostni pridelavi in samooskrbi, smo imeli priliko doživeti ob pričetku vojne v Bosni in Hercegovini, ki je bila takrat brez zalog hrane in s pridelavo, ki je zagotavljala manj kot 40% samooskrbo.
Kaj se je dogajalo v Bosni, vemo in ni treba, da ponavljamo. Kmetijstvo pa tudi danes ni manj pomembno, kot je bilo pred 24 leti. Samo kmet lahko hrani zemljo v funkciji za kmetovanje. Samo kmet lahko hrani poseljen prostor, če tudi je nekoliko manj ugoden za gospodarsko, kmetijsko ali gozdarsko dejavnost. Samo kmet lahko zagotovi državljanom Slovenije lokalno pridelano hrano najboljše kakovosti, ki pa zaradi slabših naravnih danosti ni vedno najcenejša. Toda samo s Slovenci poseljena dežela je tudi edino zagotovilo za obstoj naše prelepe Slovenije. Tuje države, še zlasti multinacionalke v teh državah, ki vse ocenjujejo skozi očala zaslužka in ustvarjanja kapitala, nimajo nobenega interesa za ohranitev poseljenih marginalnih območij, ki jim ne omogočajo zaslužka. Tega bi se morali še kako zavedati naši politiki in kmetijstvo ustrezno podpreti. Bojim se, da je ob znatnem padcu kmetijske pridelave in samooskrbe v zadnjih letih in ob hkratnem izgubljanju kmetijskih zemljišč tega zavedanja danes premalo. Skrajni čas je, da ne glede na strankarsko pripadnost, začnemo resneje razmišljati o pomenu kmetijstva za obstoj države Slovenije, o pomenu kmetijstva za pridelavo hrane in ustrezno, podobno kot naši severni sosedje Avstrijci, poskrbeti in zaščititi našo drobnolastniško kmečko strukturo. S tem bomo lahko tudi največ naredili za Slovenijo. Brez prestanka se moramo truditi osveščanja Slovencev, da bodo razumeli pomen kmetijstva za pridelavo zadostnih količin kakovostne hrane in pomen kmetijstva ter slovenskega kmeta za ohranitev suverene Slovenije in njen razvoj. Slovenska ljudska stranka je odigrala v zgodovini za te cilje pomembno vlogo. To je dolžna storiti tudi danes. Vsem želim lepo doživetje in praznovanje dneva državnosti. Kadar se nas loteva malodušje, pomislimo na to, da je na svetu veliko številčnejših narodov, ki nimajo te možnosti, da bi praznovali podoben državni praznik. Veselimo se tega in skušamo po svojih močeh, ne glede na svetovno-nazorsko in strankarsko pripadnost, prispevati k temu, da bi se tega praznika veselilo čim več državljanov Slovenije. Hvala.